Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Na elektronski naslov sem prejela prijazno sporočilo Filipove mamice z željo, da preberem zanimivo slovensko pravljico. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici po izboru Filipa z naslovom Roza groza in plava lava. Neža in Anže sta dvojčka. Rodila sta se, ko sta bila še zelo majhna. Oba sta se z enakim veseljem smejala, oba jokala z enako slanimi solzami, oba sta imela pramen žametnih rjavih laskov na glavi. Bila sta si tako podobna, da niso vedeli, kdo je kdo, dokler jima niso prvič odvili pleničk. Nežin kakec je bil roza, Anžetov pa moder. Očitno so zato Anžetu nadeli modre pleničke z avioni in vlakci, Neži pa roza pleničke s srčki in zvezdicami. Oblekli so jo v roza in moder pajacek, vsak večer pa sta zaspala z roza in modro dudo v ustih. Ko sta Dudi prerasla, sta jima mama in oče pred spanjem brala pravljice. V njih so pogumni princi reševali nemočne princeske iz krempljev zmajev in čarovnic. Zaradi vedno enakih pravljic sta v dolg časa zaspala in sanjala veliko bolj zabavne sanje. V njih sta skupaj premagovala hudobne pošasti in kuharice v vrtcu, ki so jo silile jesti pire sive barve. Vsako jutro sta se pogovarjala o svojih sanjah in vedno ugotovila, da sta sanjala enako. Bilo je, kot bi vso noč skupaj gledala sanjsko televizijo. Ko sta se zbudila, so ji na postelji že čakale sveže obleke za v vrtec. Punčkaste za Nežo in fantovske za Anžeta. Ker sta si Anže in Neža oblačila ves čas zamenjavala, so jima starši, da bi jo razlikovali, priskrbeli pričeski za fante in za punce. Če je Anže padel in se udaril, so rekli, da fantje ne jokajo. Kadar se je Neža v vrtcu pulila za igrače, so ji povedali, da se punce ne tepejo. Po vrtcu je šla Neža z mamico v trgovino. Anže pa je z očkom v garaži kaj pospravljal. Nato je Neža mami pomagala kuhati kosilo, obešati perilo in pomivati posodo. Anže pa je očetu pomagal vrtati luknje, zabijati žeblje in odmaševati odtoke. Če sta se dvojčka želela zamenjati, so jo hitro ustavili. Neža, to ni za punce. Anže, tega fantje ne počnejo. Ob popoldnevih so oba odpeljali na igrišče. Anžetu so dali žogo, Nežo pa posadili na gugalnico. Včasih sta se lahko skupaj igrala v peskovniku, ampak se nista smela umazati. Nič bolj zabavno ni bilo za njun rojstni dan. Pol torte je bilo roza in pol modre. Roza in modre pa so bile tudi svečke. Anže je za darilo dobil gasilski avto, Neža pa dojenčka, ki zapira in odpira oči. Bila sta vesela daril. Ampak včasih sta si želela zamenjati igračke samo zato, da bi razjezila starše. Ko sta upihnila 6 roza in 6 modrih svečk, je napočil čas za šolo. Na prvi šolski dan so starši Nežo lepo počesali, Anžetu pa skuštrali lase. Čeprav se večina sošolcev ni poznala med sabo, so se punce takoj posedle skupaj, fantje pa prav tako. Dvojčka sta kmalu ugotovila, da tudi v šoli vlada stalen strah pred tem, da bi punce in fante pomešali med sabo, pa čeprav niso bili dvojčki.
za nalašča prestrašila svoje učitelje in se oba vpisala na nogomet ter ročna dela. Že nekaj tednov sta obiskovala treninge in šlo jima je zelo dobro. Pogosto sta žogo brcala tudi v skupnih sanjah. Nekega večera je Neža zaspala prva in na sanjskem igrišču čakala Anžeta. Ko je zagledala drobno pikico na robu igrišča, je proti njej brcnila žogo. Mislila je, da gre Anže. A pikica se je približevala, se večala in postajala vedno bolj roza. Vedela je, da trener njenega brata nikoli ne bi spustil na igrišče v rozastem dresu. Roza bitje je brcnilo žogo z igrišča. Kaj se pa greš? Podaj mi žogo, je zavpila Neža. To ni za punce, je rekla Roza groza. Neža je nenadoma vedela, da je tako ime, saj v sanjah kar nenadoma vemo stvari. Pridi, se greva skupaj igrat, je priliznjeno rekla Roza groza. Prinesla sem tudi roza Lego kocke. Nihče te ni prosil, je bila nesramna Neža. Vsaj v sanjah je rada počela, kar je sama želela in ne tega, kar so ji ukazali drugi. Rada bi brcala žogo, tekala za njo in streljala na gol, Anžeta pa od nikoder. Vrni mi žogo, prosim, je rekla Roza gmoti, ki se je prigugala čisto do nje. A namesto žoge je začela Roza groza pred Nežo metati igrače, ki so prihajale iz grozinih ust. Čisto vse, od prve do zadnje so bile roza. Poniji, dojenčki, barbike, modelčki za peko tortic, kompleti za delanje zapestnic, pripomočki za šminkanje, glavnički in konjički. Neža je brcnila proti igračem. Nočem tega, hočem žogo. Roza groza je izbruhala roza žogo. Tako, pravo, za nogomet, je rekla Neža in šla proti robu igrišča iskat svojo žogo. Vrni se, igraj se z mano, je za njo kričala razkačena Roza groza, ki ni prenesla zavrnitve. Kam pa greš? Neža ji ni odgovorila, niti pogledala je ni več. Punce bomo zavladali svetu, je vpila Roza groza. Vse bomo prebarvali na roza, vse, tudi fante. Se sploh ne znaš brcati? Punce nimamo pojma o nogometu, je vpila in postajala vse bolj kričeče roza barve. V njenih ustih se je pojavila roza piščalka, na katero je predirljivo zapiskala. Naenkrat je proti njej priletela žoga in ji zaprla usta, še prej pa vanje potisnila piščalko. Neža v daljavi skakala zmagoslavno dvignjenima rokama. Še nikoli ni brcnila tako daleč in tako natančno. Priletela je do Roza groze, ki je medtem že spustila dušo in se skrčila na velikost čigumija. Pohojenega čigumija. Oprosti, žejen sem bil in sem šel pit, je rekel Anže, ki je prihajal na igrišče in je v roki še vedno držal kozarec. Kaj je to? Je pomignil proti rozastemu madežu. Samo čigumi se je zalepil na žogo, jo gremo čistit. Ti bom potem vse povedala. Anže je odložil kozarec in se začel ogrevati, medtem ko je čakal, da se Neža vrne z žogo. Nenadoma je zaslišal glas. A s punco se boš igral? Oziral se je okrog sebe, a nikjer ni videl nikogar. In potem si boš med polčasom naštrikal šal in rokavičke, da te ne bo zeblo, a ne? Je nadaljeval glas. Verjetno bodo roza, s pentlicami. Anže je opazil, da se je iz kozarca, ki ga je prej odložil, začelo valiti nekaj modrega. V trenutku je vedel, da je to plava lava, najbolj modra stvar na svetu. Igraj se z mano, mu je rekla. Greva strašit punce in jim zmočit kuške. Ne, hvala, počakal bom sestro, je rekel Anže. Prav,
Grem pa sama, je rekla plava lava in se kot poplava razlila po igrišču. Raztezala se je od gola do gola, vse bolj se je penila in začela naraščati proti tribunam. Bilo je kot takrat, ko sta sestro delala poskuse in sta vulkan iz kisa in sode bikarbone naredila kar na parketu sredi dnevne sobe. Le da je bila tista lava rdeče barve in sta jo hitro pokrila z brisačo, da je starša ne bi opazila. Naenkrat se je Anže domislil, kaj mora narediti. Vzel je kozarec za vlaganje, ki so se pojavili iz njegovih misli, in začel vanje loviti plavo lavo. Nikoli ti ne bo uspelo, se mu je posmehovala predrzna tekočina. Veliko preveč me je. Sploh pa fantje niste za gospodinjska opravila. Vedno se polijete, raztresete in popackate. Igrala bi se rada, je zavpil Anže. Pa se igrajva v zimnico. Tekel, plaval in potapljal se je gor in dol, sem ter tja po igrišču in dovil plavo lavo v kozarce. Ko so bili polni, jih je zaprl in odložil na tribune. Kmalu so bile tribune polne kozarcev kot police v shrambi, le da je bilo videti, kot da so namesto marmelad in kumaric na policah vloženi smrkci. Lepo si pospravil tole modro zoprnijo, ga je pohvalila Neža, ko mu je podala žogo. Hvala, Neža. Oče bi mi brško izpulil kozarce iz rok in zahteval, da se jih lotim z izvijačem in vijaki, kot pravi moški. Se je pridušal Anže. Ko sta se prebudila in prišla v kuhinjo, se je mama že pripravljala, da bo zamesila testo za potico. Anžeta je to navdušilo, saj je potico oboževal. Izrazil je željo, da bi sodeloval pri peki. Rad bi jo nekoč spekel sam. Očetu se je, ker je ravno zajtrkoval, od smeha skoraj zataknila selama v goltancu. Anže, kakšne pa strešeš že na vse zgodaj? Se je krohotal, medtem ko je izkašljeval selamo na vse strani. Ženske pustiva gospodiniti, midva pa greva v sadovnjak obrezovat drevesa. Če bosta pridni, vama prineseva nekaj jabolk za v štrudel. Neža je vedela, da nima prav nobenega smisla vprašati, če lahko gre zraven sadovnjak. To ni za punce, je v svoji glavi oponašala stavek, ki ga je največkrat slišala od staršev. Presneta roza groza, je zarenčala sama pri sebi. Zoprna plava lava, si je v mislih pridružil Anže. Da sta to v glavah staršev zakuhali oni dve, jima je bilo tako jasno. Zakaj bi sicer kdo pomislil, da Anže ni sposoben mesiti in valiti testa, Neža pa ne zna plezati po lestvah in vihteti škari za obrezovanje. Sta pa Neža in Anže drug drugemu kasneje vedno razložila vse, kar sta se novega naučila. Anže je tako s časoma prav dobro vedel, kako se speče jabolčni zavitek in kako se zamesi potica, sam pa je Neži povedal vse, kar se je od očka naučil o obrezovanju dreves. Tisto noč sta se odpravljala spat slabe volje, prav besna sta bila. Dobro sta vedela, kdo jo bo obiskal v sanjah. Stala sta tam sredi sanj, z rokami v bokih in namrščenih obrvi, odločena obračunati z roza grozo in plavo lavo. Nič hudega sluteč sta prisopihali vsaka na svojem kolesu. Roza groza je kot pričakovano jahala roza bicikel, okrašen z roza zastavico, na krmilu pa je imela pritrjen roza zvonec z belimi rožicami, na glavi je nosila eno ogromno roza mašno, za vsak slučaj pa še venček iz marjetic. Plava lava je logično poganjala pedala modrega kolesa, ki je imelo za vsak slučaj ob strani narisano oranžno strelo, na zvoncu so bili narisani avtomobili, na modri čeladi pa še roboti. Pridi, Anže, greva dirkat s kolesi, ga je vabila plava lava. Pridi, Neža, se bova igrali s punčkami, je vzkliknila roza groza. Anže, zgradiva hišico na drevesu,
Neža, prirediva čajanko. Anže, pojdiva brcat žogo. Neža, nakvačkajva si šal. Anže, igrajva se z Lego kockami. Neža, glej roza barbika. Anže, deske, kladivo in žeblji. Neža, lonci, štedilnik in pečica. Neža in Anže sta najprej osuplo opazovala nori izbruh roza groze in plave lave, nato pa sta se spogledala in Anže je rekel: Se še spomniš takrat, ko so šla jaz in oče delat ptičjo hišico, tebe pa je mama učila plesati? Jaz se še spomnim, kaj si me potlej naučila. Tudi jaz se spomnim, kaj si ti mene, mu je pomežiknila Neža. Segla sta si v roke, potem pa je Neža izpulila plavi lavi kladivo in žeblje iz rok in se zapodila v kup deščic na tleh. Anže pa je roza grozi iz košare na kolesu izmaknil klopčič volne in pletilke. Plava lava in roza groza sta od presenečenja okamenili odprtih ust. Ko sta končno prišli k sebi, sta se znašli v leseni kletki, ki jo je iz deščic zbila Neža, roke in noge pa sta imeli zvezani s toplim šalom, ki ga je medtem spletel Anže. O, roza groza, je zaklela plava lava. Ti plava lava, je zabentila roza groza. Kaj sva vama naredili? Kaj boste sedaj z nama? Zakaj pa zna Neža delati lesene kletke, saj ni fantek? In kako to, da Anže štrika, a je mogoče punčka? Nekaj vama bova pokazala, sta veselo rekla Anže in Neža, medtem ko sta rinila kletko po cesti. Najprej so se ustavili pred oknom hiše, v kateri je očka dajal spat svojega otročička. Poglejta, je rekel Anže, fantek, ki se igra z dojenčki. Nato so se ustavili pri nogometnem igrišču, ker je potekala tekma ženske nogometne lige. Poglejta, je rekla Neža, punčke se igrajo z žogo. Naslednja postaja je bila restavracija, kjer je kuharski mojster pripravljal pojedino za gosta svoje restavracije. Olala, kaj pa je to? A se fantek igra s štedilnikom in lonci? Mimo se je pripeljala taksistka in pobrala nekega gospoda. Joj, kakšen škandal! Punčka se igra z avtomobilčki, je nagajivo vzkliknila Neža. To ni nič, tam se jim fantek igra s šivalnim priborom, je Anže pokazal na krojača čez cesto. Saj se mi bo kar zmešalo, je zaklicala Neža in pokazala na policistko. Anže, poglej, punčka se igra policaje. Joj, Neža, raje ne glej, kaj se dogaja v pekarni. En fantek mesi testo za kruh. Plava lava in roza groza sta se začeli kar topiti od sramu in ostalih neprijetnih občutkov. Stopili in pomešali sta se in iz kletke je pripolzelo nekaj vijoličnega. Jaz sem Viola Šola, je vzkliknila. Rada bi opomnila vse starše, da bodo otroci enkrat odrasli in da v svetu odraslih ni več vse samo modro in roza. Zato je prav, da se čim več stvari naučijo že sedaj, ko so majhni. Anžetu in Neži je bila Viola Šola že na prvi pogled veliko bolj všeč od roza groze in plave lave. Sploh pa je bila veliko bolj prijazna in ni težila s tem, česa fanti ne smejo početi in kaj se za punce ne spodobi. Žal se le redko kdaj prikažem v sanjah odraslih. Zato bosta morala svoje starše vse to naučiti kar vidva, jima je rekla, preden se je razblinila v jutro. Neža in Anže sta se prebudila zelo dobre volje. Drug drugemu sta hitela pripovedovati svoje sanje in ugotovila,
da sta spet sanjala povsem enake. To so bile najboljše sanje doslej, je bil navdušen Anže. Ja, pa čeprav so se začele grozljivo, mu je pritrdila Neža. In Viola šola je najboljša šola, sta rekla v en glas. Komaj sta čakala, da vanjo vpišeta svoja starša. Poglejte jo. Zelo zanimiva pravljica, kaj ne? Na prijeten način smo spoznali, da lahko tudi punce počnejo tiste dejavnosti, ki jih običajno počnejo fantje. No, če si tega seveda želijo. In pa obratno velja tudi za fante. Namreč tudi fantje lahko počnejo stvari, ki jih običajno počnejo punce. Filip, najlepša hvala za zelo zanimivo pravljico. Otroci, mojim knjižnim kotičkom pa lahko prisluhnete še mnogim drugim slovenskim pravljicam, ki že čakajo na vas. Prijeten pozdravček Filipu, ter pa seveda vsem tistim, ki radi prisluhnete pravljicam. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau!